Zdaj je jasno, Ljubljančani bodo 12. julija na referendumu odločali o novem sistemu plačljivega parkiranja v stanovanjskih soseskah, ki ga je uvedla mestna občina. Odlok so sicer mestni svetniki na včerajšnji izredni seji umaknili. Zato je župan Zoran Janković predlagal, da bi umaknili tudi pobudo za referendum. Toda predstavniki civilne iniciative pri referendumu vztrajajo. Umik odloka je po njihovem mnenju nezakonit. Lara Miklavčič. Civilna iniciativa za Ljubljano, ki je za referendum zbrala 14.051 podpisov, je zdaj odločena. Referendum bo. To bo prvi ljubljanski referendum na pobudo meščanov. Medtem pa župan Zoran Janković. Razpravljali bomo o odloku, ki ga ni več. Mestni svet je na včerajšnji seji namreč ukinil odlok o plačljivem parkiranju v stanovanjskih soseskah. Ta umik je pravno sporen, ker ne moreš umakniti odloka, ki še ni objavljen v uradnem listu. Umaknili smo odlok, s tem smo dosegli to, kar hoče civilna iniciativa. Ne oni hoče referendum. Ta odlok je sicer v stanovanjskih soseskah predvideval plačljivo parkiranje na javnih površinah z dovolilnicami za stanovalce. Praviloma bi bila izdana ena na stanovanje, veljala bi 365 dni od začetka veljavnosti, stala pa 60 evrov. In še, parkiranje po tarifi cone 3 po dnevi bi stalo 70 centov na uro, za celo noč pa 2 evra. Novi odlok kaznuje tiste stanovalce, ki so že pridobili del parkirišča po zakonu o vpisu etažne lastnine. V starem odloku tega ni. 12. julija zdaj Ljubljančane čaka referendum, čeprav po besedah ljubljanskega župana ne bo prinesel sprememb. Na eni strani mi je žal milijona, ki bo stal referendum, pa enostavno po drugi strani se mi zdi bolj pomembno, da spoštujemo demokratične vrednote v tem mestu. Mi smo včeraj tudi slišali na seji mestnega sveta, da je 500 tisoč. Mislim, da je to eno vprašanje, ki ga mora občina odgovoriti, ne pa mi. Bi bilo pa res škodano, da zdaj zavaja z nekimi številkami. Župan Janković pa dodaja, da ga referenduma ni strah in da se ga bo udeležil.